To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Kulinarični pohod Prleška gibanica pohodnike popeljal med okuse Prlekije. Poletna produkcija Plesne šole Zeko. V Moravskih Toplicah bo pestro poletje. V oddaji Med nama bo naš gost, bobnar Marko Soršak-Soki. In še vreme, pretežno jasno bo. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Kulinarični pohod Prleška gibanica 2026 je tudi letos združil ljubitelje pohodništva, domače kulinarike in prleških vin. 12-kilometrska pot se je vila med kulinaričnimi postojankami. Prleška gibanica je znova povezala ljubitelje pristnih okusov lokalne kulinarike in sproščenega druženja v naravi. Na 12 kilometrov dolgi poti v objemu Prleške pokrajine so pohodniki uživali v prleški kulinariki in vinih. Start pohoda Prleška gibanica 2026 je bil v parku doživeti v Križevcih pri Ljutomeru. Vsak pohodnik je prejel kozarec, ki ga je spremljal na poti med postojankami, na katerih so se predstavljali lokalni ponudniki. Imamo čebelarstvo z okrog 250 družinami in vsako leto se udeležujemo tega pohoda. Imamo take lepe medvedeke in z temi na žličko lepo stisneš žličko medu, da imajo fajn za energijo, za pohod. Drugače imamo cvetlični, akacijev, kostanjev, gozdni in ajdov med, pa tudi lipo. Veseli me, da se lahko udeležim tega in da popestrim ta pohod in da imajo še malo nekaj sladkega od tega. Mi pa smo danes pripravili sivkine kekse, sivkine limonado, domači ekološki jabolčni kis in pa različne domače izdelke iz eko sivke. Kakšen se vam zdi ta pohod? Kako so se odzvali udeleženci? Odličen dogodek, zelo pohvalno pri družini Kos, da to vsako leto tako organizirajo naše občine. Pohodniki se zelo odlično odzivajo na domače, lokalne naše ponudnike in seveda nas tudi z veseljem obiščajo tukaj ali pa doma na kmetiji. Na eni izmed postaj so članice društva Kelih prikazale tudi samo pripravo Prleške gibanice ob degustaciji. Danes smo prikazali za pohodnike, kako se Prleška gibanica sploh začne delati in misli, kaj nam je uspelo. Kaj je najpomembneje pri pripravi Prleške gibanice? Ja, bi rekla od vsega začetka, kako se pripravi testo, ker če je premehko ali je pretrdo, že to se ne da potem lepo razvleči. Zdaj tudi nadev, seveda sol pa sladkor mi dajemo, drugega ne, že to razmerje mora tudi biti, pa potem ta kisla smetana. Tako da je kar precej teh stvari, ki vplivajo na to, da je potem res na koncu izdelek takšen, kot si ga želimo. Je še pa nekaj, kar bi mogoče poudarila, vedno zdaj pečemo v lončenih teh posodah in to je en problem mogoče v teh novodobnih pečicah, ker nekoč, ko so pekli v teh lončenih posodah, so pekli v teh pečeh in se je bolj speklo. Mi pa imamo problem, da mogoče spodaj ne zapečemo dovolj. Na to pa moramo biti res zelo pozorni. To nas tudi opozarjajo največkrat na ocenjevanju ti ocenjevalci. Organizatorji so za pohodnike pripravili tudi toplo malico in žreb za nagrade. Prijetno kulinarično druženje pa je pospremila tudi domača glasba. Plesalci Plesne šole Zeko so ob zaključku plesne sezone predstavili svoje plesno znanje na poletni produkciji. Na odru gledališča Park so zaplesali plesalci začetniki, izkušeni tekmovalci in tudi odrasli, ki se s plesom ukvarjajo rekreativno. Plesno potovanje je predstavilo različna časovna obdobja in plesne zvrsti, od hip-hopa, disko-dansa do breakdansa in salse.
Dragi gledalci, v naslednjih minutah vam bomo predstavili pestro poletno dogajanje v Moravskih Toplicah. Podrobnosti nam bo pojasnila strokovna sodelavka iz Turistično-informacijskega centra Moravske Toplice, Janja Bürmen. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Začneva kar pri poletni turistični tržnici, s katero boste otvorili poletno dogajanje. Ja, poletno turistično tržnico odpiramo 18. junija. V središču Moravskih Toplic bo odprta ob četrtkih, petkih, sobotah in nedeljah, vse tja do konca avgusta. Od 18. ure naprej lahko obiščete lokalne ponudnike, z njimi pokramljate in tudi potem kaj kupite, izdelke, pridelke in kakšne suvenirje. Seveda vsega dogajanja ne bova mogli zajeti, pa povejva še nekaj o dogajanju junija. Čaka nas povabilo ekosocialne kmetije Kocljevina, prirejajo družinski dan, natančneje v nedeljo, 21. junija se bo priredil v Prosenjakovcih, prirejajo zanimive aktivnosti za vso družino, za vse generacije, zabavne, glasbene, kulturne, tako da vabljeni med 10. in 18. da se jim pridružite v Prosenjakovcih. Potem v soboto 27. junija bo ob 8. zjutraj teniški turnir žrebanih dvojic na teniškem igrišču Terme 3000 v Moravskih Toplicah, prireja ga Občinska športna zveza Moravske Toplice. Ta isti dan pa lahko obiščete tudi gasilsko veselico z ansamblom Aktual, 130. obletnico delovanja gasilskega društva bodo letos obeležili v Sebeborcih. Na tem mestu pa še mogoče pomembno obvestilo, namreč Občinska športna zveza Moravske Toplice je 28. junija načrtovala kolesarski maraton po občini Moravske Toplice in obvešča vas, da ga prestavlja na jesenski termin, tako da natančen termin izvedbe kolesarskega maratona bo seveda znan pravočasno. Ampak pred jesenjo se bo v Moravskih Toplicah zvrstilo veliko glasbenih dogodkov. Tukaj vidimo dolg seznam, pa če greva malo skozi. Ja, poletje v Moravskih Toplicah bo v znamenju glasbe, kulinarike in sproščenega druženja pod zvezdami. Vrhunec tega dogajanja se bo začel 9. julija, trajal bo vse do 22. avgusta. 9. julija med nas prihaja, ki bo odprla poletje v Moravskih Toplicah, Burjana z bendom, tako da ljubitelji pop-roka in plesnih ritmov lahko na svoj račun pridete z nastopom Burjane in benda. Potem sledijo še zasedba Pluc, potem Pravi moment, med nas prihaja tudi Sandi Horvat Sani. Z nami bo tudi premierno v Moravskih Toplicah z ekskluzivnim nastopom Eva Boto. Potem za ljubitelje tribut oziroma vseh teh nostalgičnih ritmov bodo zasedbe Abba Mia, potem U2 tribute band prihaja v Moravske Toplice in pa zasedba Parni Valjar. Ljubitelji dalmatinskih ritmov pridejo na svoj račun skladbo Adria. Potem narodno-zabavni ansambli, kot so ansambel Aktual, ansambel Opoj in pa ansambel Fekonja, pa bodo razveselili tovrstno publiko. Pa tudi folklorni večeri, gostili bomo folkloro iz Bogojine, folkloro iz Beltinec in folkloro iz Slovaške. 15. avgusta pa prirejamo tudi festival Buč z zanimivo tematsko ponudbo, kulinarično in tematsko ponudbo v povezavi z bučami. Ker živimo v čudovitem okolju, obkroža nas res tista lepa narava, tukaj na seznamu vidimo kar nekaj pohodov. Številni pohodi se bodo odvijali v destinaciji, nekako v zloženki prireditev. To gre za destinacijo, ki je res polna dogajanja, polna aktivnosti prireditev, od rekreativnih, zabavnih, kulturnih, sakralnih, potem tudi vezanih na dediščino v najširšem pomenu. Vse te dogodke smo zbrali v zloženki prireditev od maja do konca septembra, še napovedi za november. In ta zloženka je na voljo na naši spletni strani. Opremili smo jo tudi s QR-kodami, kjer si lahko vsak prenese v elektronski obliki zloženko oziroma jo dobi natisnjeno tudi v Tico Moravske Toplice. In vse informacije o pohodih,
drugih dogodkih so tudi na naši spletni strani visitmoravsketoplice.com ter na Facebook strani Visit Moravske Toplice. Naj navedemo, da je ogromno prireditev brezplačnih, številne, tudi v Poletje v Moravskih Toplicah gre za izključno brezplačne glasbene dogodke. Marsikoga pa bo zanimiv tudi dogodek 29. Vaške igre, ki ga 4. julija prireja Občina Moravske Toplice v sodelovanju z krajevno skupnostjo Lončarovci v Lončarovcih. Gre za tekmovanje, bomo rekli, ne spopad, tekmovanje društev iz predstavnikov naselij iz Občine Moravske Toplice, ki tekmujejo v 6 igrah. 2 sta stalni, sestavljanje voza in vlečenje vrvi, 4 pa določi organizator. Tako da vabljeni ob 12. 4. julija v Lončarovce na Vaške igre. In za konec seveda še krovna prireditev, občinska slovesnost. Ja, pa smo že v septembru, namreč Občina Moravske Toplice letos obeležuje 30. praznik občine in po slavnostnem dogodku in pač obeleženju tega sledi tudi zabavni del s prifarskimi muzikanti in zasedbo Aktual. Odvijala pa se bo v Moravskih Toplicah. Ne pozabimo pa na vaš zdaj že dobro znani vlakec, ki vozi po rednih linijah. Redne linije so tako zdajle v juniju, torki, četrtki in sobote ob 10. zjutraj. Z julijem se prevešajo termini večerne, vse informacije na naši spletni strani www.visitmoravsketoplice.com in aktualni termini tudi za doživetja, panoramske vožnje, možno pa je tudi najeti za večje skupine vlak za kakšne posebne priložnosti, izlete in tako naprej. Tako da vse informacije v Ticu. Janja Bürme, najlepša hvala za vaše vabilo na res raznolike dogodke v Moravskih Toplicah in vse dobro. Vse dobro tudi vam, hvala. V nadaljevanju našega programa vas vabimo k ogledu oddaje Med nama. Naš gost bo bobnar Marko Soršak-Soki, ki je spregovoril tudi o prelomnem trenutku v svoji glasbeni karieri. Bil je en moment, ker v družini ni bil noben glasbenik, ali pa da bi bil navdih znotraj družine ali karkoli, ožjega okolja, se je zgodilo tako, zamislite si, dragi gledalci in gledalke, zamislite si, da ste na kulturni dan, oziroma šola ima kulturni dan in ti imaš možnost izbire, gledališča, kino, ne vem kaj. No in na kulturni dan si ti imel možnost izbrati, da si šel gledati film Terminator. Ne? V osnovni šoli, to je bil 6. razred. Mi smo šli gledati film Terminator v Mariboru in ne bom pozabil, pred filmom se je zavrti video spot skupine Guns N' Roses, ki je naredila soundtrack You Could Be Mine za tale film. In začne se z bobni. 5 sekund je spremenilo moj life. Samo to. To je bil trigger. In takrat se spomnim, meni je v glavi bilo, jaz prijem domov in rečem, da bi rad igral bobne. Ja, seveda, lahko si predstavljate odziv, ampak vztrajal sem, tako še danes vztrajam in postal sem v bistvu bobnarja. Preverimo še vremensko napoved. Jutri bo pretežno jasno. Dopoldne je bilo pretežno jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih izmerili 25, v Lendavi 23, v Krajinskem parku Goričko pa 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 18, v Mariboru 17, najvišje dnevne pa okrog 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 17 in 19, čez dan pa med 29 in 33 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer še naprej.